čist tak, kaj si ti zdaj spremenil, če si? Ali pa kaj boš, no? Predvsem so stvari, ko smo se jih v zadnjem podcastu pogovarjala, da, kar sem rekel glede hrane, Kaj si rekel glede hrane? Mogoče da ko ješ, samo ješ. Ok, da nimaš distrakcije mes. Ja, da ne gledaš nekaj na telefonu ali pa da nekaj bereš zraven ali pa nekaj poslušaš. Mogoče sem se na to tudi osredotočil, ker se mi zdi, da imam malo pač težavo s prenajedanjem, da lahko full hiter se prenažiram, ne? To je fajn. In da je lahko velik del tega, da ti je to distrakcija od nečesa drugega? Tudi, Ali kaj si mislil? ampak bolj v smislu to, da ko ti konzumiraš tisto hrano, da sploh ne razmišljaš o hrani, ki jo konzumiraš. Sam nisi pa tak, recimo, gurman ali pa da bi zdaj, da ti je full fajn pač jesti in ti je full fajn ta feeling, ko veš. Ampak to ima mejo, ne? Priješ pa tudi do tega, ko pa na koncu lahko obžaluješ, da si tukaj pojeda, na primer. Žal nimam tega. A ja, nimaš? A ja, nimaš, sloh nikoli nisi tako šit, za kaj sem mogel zdaj to. Mislim, mentalno ja, ampak fizično počutiš se nikoli ne zdaj slabo zaradi tega. Ne dobim unga, da mi je slabo ali pa nekaj. Nikoli ne dobiš tega. Ker si zdaj tako, kaj sem se pa zdaj najedel. Res ful ne bi mi bilo treba še iti. Mogoče tudi zato, ker tudi ko se prenajedam, Ja. ponavadi to ni zdaj neka absurdno nezdrava hrana. Je pač veliko kalorij, ni pa to, da sem zdaj pojedel 2 vrečke meka, a veš. Ja, no itak boš, če si zdaj whole food, veliko boš, da se najedel s whole foodom, ko pa zunaj še sem za telo, zdaj pa moje, to je zdaj slab justification, je pa samo mogoče, ni toliko slabo, kakor bi lahko bilo preko pa kaj druga. A si drugač študiral, zakaj ti to fajn, mislim, se meni tudi. Aha, pač veliko jest. Ja, mislim, sej veliko ljudem je fajn jest, pa uživajo v hrani, pa dosti ljudi ima pol, mislim, ti si lahko pol res en velik burden naredi, kako se to reče. Breme. Lahko si ti narediš breme s tem, da pač uživaš v hrani, ne? Ja. Zdaj pa kako to narediti, ali pa če si čistko, zakaj je zdaj tep to toliko fajn? Ja, jaz mislim, da je to zelo vezano, pač ne samo na to, kak si bil ti vzgojen glede odnosa do hrane, ampak tudi na to, kako imaš pač neurokemijo glede prehranjevanja. Ker enim ljudem je hrana res sam benzin. Pač nekaj malega moram pojesti, zato da prijem čez dan. In takim ljudem ponavadi, ko vidijo, ne vem, hamburger ali pa čips ali pa pač ustavi karkoli, kar je tebi dober, jim ne sproži to takega signala, zdaj pa moram tole požreti. Ja. Ker razumem, jaz pa lahko, imaš pa drugo skrajnost, ko je pa recimo pač moja ta neurokemija, da ne vem, če me eno vpraša, a bom zdaj nekaj pojedla, ja bom. Pač ne bom rekel, ja, lahko jem, ja, pač mi je vseeno. Aha, si bolj entuzijastičen. Ja, seveda sem, ja. Nisi sam tako, I could eat tu, če si se najedel, ampak si še tako stopničko više v bistvu, okay? Ja, I guess, ja. Zakaj misliš, da je to tak? Se pravim, da je to gensko pogajanje. Aha, genska pogajanje. Ja, ta neurokemija, pa kako so se ti razvili. To vse gensko. Pa tudi povezano z lahko nekim čustvenim blaženjem, kar se tiče, ko si rekel, da je lahko povezano z nekimi vzorci, ko jih imaš v drugih področjih življenja. Ampak, ne vem, res zaradi tega tudi opažam, ker je pač v sorodstvu večina ljudi istih kot jaz. Glede odnosa do hrane. Ja, tako da malo je to, mislim, da bo nekaterim dosti težje to spremeniti, kot pa drugim. Verjamem. Ne zaradi tega je tudi to faktor, kako dolgo na tak način deluješ, ampak bolj zaradi tega, da nimaš fizikalnih pogojev v telesu, ki bi ti omogočili, da bi te bilo to enostavno. Torej nekateri imajo večjo težnjo, potem druge pa pač sigurno. Bistveno manjšo, zanimivo. Ker lahko bi hiter povezal s tem, nekdo pa je živel, ne vem, kao pomanjkanju ali pa... Pa mislim, da ni nujno to zdaj sam psihološko, to, ko ste ti rekel, ne? Veš, ko pa lahko bi pa dal kontra, da tudi, ker je pač živel v pomanjkanju, da je še vedno navajen pač jest manj, a ne?
Da ne zdaj. Ni nujno, ker veš, ti lahko pol skozi hrepeniš po tem, da si več razen, če pol to tulk face sprejmeš, pa kako se to reče, poenotiš se s tem mišljenjem, da pač, ali pa da spoznaš mogoče, da ti je v redu tudi z manj, ne? Se najverjetneje se v obe smeri lahko razvije. Sigurno je. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Lajkajte, komentirajte in se naročite na kanal. V nasprotnem primeru se vam bojo na vseh napravah pobrisala vsa gesla. Vsa gesla.